A danes bomo videli, kako nastane toaletni papir. Ja, točno tako. Tu danes bomo šli skozi celotni proces, vendar pa preden se spuščamo v tovarno, morate upoštevati določena pravila, ki jih imamo, in to so za vašo varnost. Se pravi, tale jopič morate ves čas imeti na sebi, zato da vas drugi vidijo, in te čepke boste morali imeti v ušesih, te bodo varovali dejansko vaš sluh. Kako se pa to uporablja? Jih stisnite takole in svaljkate med prsti, in ko je čist mali valček, ga čim prej potisneš v uho. Hitro. No, da se ti... Razširi se in medtem, ko se razširi, vedno manj slišiš. Kaj pa vidimo v tem prostoru? Temu mi pravimo priprava snovi. Se pravi, tu je vstopna točka v našo proizvodnjo. Naša osnovna surovina je celuloza. Tu so te bale, ki jih vidite tu, da pride iz vseh koncev sveta do nas. In tu je točka, kjer ta surovina pride do proizvodnje. A to je celuloza? Ja, to je to. To je celuloza. Prihaja do nas v takih velikih lističih, debelih. Mi ga bomo predelali v zelo, zelo tanke plasti, zato da nastane mehki toaletni papir. Kaj se pa dogaja na tem traku? Celuloza, ki pride od zunaj, se nalaga na trak in trak jo pelje v palper. Palper je naprava, ki je namenjena temu, da se celuloza meša z vodo in nastane ena taka kaša. A to je ta kaša? Ja, se pravi, iz teh lističev nastane prva kaša, nato ta kaša gre skozi različne naprave tu noter, kjer jo premeljamo, zato da vlakna med sabo nabreknejo in se med sabo čim bolj prepletejo. Kaj pa ugotavljate v tej sobi tukaj? Preverimo, kako dobro so ta vlakna med sabo prepletena. Od tega bo odvisno, kako močen bo papir na koncu. Ta list je zelo debel in vendarle gre narazen zelo hitro. Ko bo kaša dobro predelana, bo končni papirni list bistveno tanjši in vendarle ne bo se tako hitro raztrgal. Kakšna pa je razlika med WC papirjem in navadnim papirjem? Glavna razlika je v bistvu v polnilih oziroma v tem, kar se dodaje papirju. Naš papir je iz čiste celuloze. Ker pride v stik s kožo, je pomembno, da je čim bolj čisti, da ne vsebuje kemikalij. Medtem ko papir, na katerem pišeš v šoli, ta najbolj pomembno je, da je snežno beli. Zato pa tistemu dodajajo različne kemikalije in prah, zato da postane taki zelo beli. Kaj pa je tisti veliki stroj za vami? Ta je papirni stroj, to je naše osnovne delovno sredstvo. In tu iz te kaše, ki smo jo prej videli, nastane končni papirni list. Ta ima samo približno 15-16 gramov na kvadraten meter. To je zelo lahek. To je že toaletni papir, kar imate v rokah? Vsaka plast tega bi bila premalo za toaletni papir. Zato, da dosežemo udobje in prijetnost na dotiku in vse to, združujemo kasneje več plasti skupaj. Ampak v osnovi to je osnovni material toaletnega papirja. Ja. Ampak tukaj je ena ogromna rola papirja. Kako pa naredite mehne rolice papirja? Zato imamo naslednje stroje, ki jih bomo tudi videli. Te združujejo več plasti tega v bistveno manjše role, kot jih mi poznamo. A tukaj pa rolice razrežete? Ja, tu se zdaj nahajamo v oddelku, ki predstavlja drugo fazo proizvodnje toaletnega papirja. Tu bo prevzel moj sodelavec Marjan in vam bo to vse obrazložil. Ja, videli smo, kako iz tistih velikih zvitkov papirja navijemo manjše navitke. Te navitke pa potem razrežemo v želeno dolžino in tako dobimo končni izdelek rolico toaletno ali pa kuhinjsko brisačo. Te kuhinjske brisače ali pa rolice potem še samo zapakiramo v folijo ali pa v vrečke, jih zložimo na palete in so pripravljene za transport kupcev. Tukaj pa je toaletni papir. A to je zdaj naš končni izdelek? Ja, to je končni izdelek, to je toaletni papir, ki smo ga zdaj na tem stroju izdelali. Evo, se spomnite, kako je bil hrapal tisti papir, tisti listič na začetku celuloza? Vidite, kako je zdaj postalo vse skupaj mehko?